Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Asja vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljite na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni! Zopet nas čaka čudovit dan in odkrivanja po občini Ljubljana. Ljubljana je mesto, ki ima največ prebivalcev kot občina v Sloveniji. Jaz že komaj čakam, da spoznam še preostale sogovornike. Pustimo se presenetiti. Tamle se nahaja Muzej sodobne umetnosti, tu Narodni muzej Slovenije, tamle pa Slovenski etnografski muzej. Mislim, da bom kar tistega izbrala. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, Asja. Ste našli pravi muzej? Ja, upam, da res, etnografski. Dobrodošli v našem muzeju. Kako se je vse skupaj začelo? Prav začetka, pred 200 leti, pravzaprav točno 200 let nazaj, se je ustanovil Kranjski deželni muzej. To je bil prvi muzej v tej deželi in takrat so v bistvu začele prve zbirke prihajati v ta muzej, tudi etnografske zbirke. No, kasneje, leta 1921 se je ustanovil Etnografski inštitut, 2 leti zatem pa samostojni etnografski muzej, muzej, v katerem smo danes tudi tukaj. Katera je pa vaša najnovejša razstava? Ravnokar smo odprli razstavo Ljudska umetnost med domom in svetom, zbirke Slovenskega etnografskega muzeja in ljudske umetnosti NSK skupine IRIN in predlagam, da si greva kar pogledati. Katere razstave pa ponujate obiskovalcem? V Slovenskem etnografskem muzeju imamo 2 stalni razstavi v 3. in 2. nadstropju. Ena je nekako tezaver naše dediščine, kjer dejansko lahko vidimo širok spekter vseh zbirk, zbiralne politike, ki se je zadnjih 200 let, toliko kot muzeji pravzaprav nekako obstajamo v Sloveniji, zbiralo, od obrtnih, tekstilnih, gospodarskih načinov, lova, ribolova, se pravi vse te različne zbirke, ki so nastajale skozi desetletja in stoletja. Potem imamo razstavo Jaz, mi in drugi, ki se nekako sprašuje tudi o tem, kdo smo, postavljeni sami v kontekst družine, družbe, širše družbe, globalnega sveta. In pa občasne razstave, kot je ta, kjer stojimo danes. Odprli smo jo v oktobru in bo stala približno leto dni in nekako predstavlja slovensko ljudsko umetnost v kontekstu sodobne umetnosti, ki združuje tudi folk art, kot recimo ta razstava danes tukaj. Odkje pa dobite idejo? Kustosi proučujejo, pregledujejo gradivo in seveda postavljajo gradivo tudi v sodobni kontekst. Se pravi, ne gre samo za to, da postavimo na dan tiste stvari, ki so shranjene v naših depojih in ki jih konzervatorji, restauratorji skrbno čuvajo in seveda tudi skrbijo za to, da imajo vedno lep izgled in da se ne uničujejo, da ne propadajo, ampak v bistvu postavljajo zgodbe tudi v kontekst današnjega časa, globalnega časa. Sprašujemo se o različnih problemih, ki jih srečujemo, od ekologije dalje. In seveda kustosi so aktivni pri tem, skušajo se odzivati na te razne pojave in seveda delamo tudi aktualne razstave. Odlično. Jaz pa sem že med pogovorom opazila zlato skrinjico. Wild Brothers. Divja brata. Zanimivo.
In to ravno v letošnjem letu, ko praznujemo, pravzaprav, ko je Slovenija nosilec naziva Evropska gastronomska regija. Tudi v muzeju se ukvarjamo s tem in tudi razstave še prihajajo v kontekstu te, bom rekla, kulinarike in dediščine povezane s kulinariko, tako nesnovne kot snovne. Ampak tukaj mislim, da ne gre za dediščino, da gre za nek kamion z precej popularno hrano, se pravi, ne gre za dediščinsko, ampak za dokaj urban kamion, ki vozi burgerje. O, super, njava. Pa grem malo moje brbončice pocrkljati. Je dober tek. Hvala vam za vse informacije. Lepo se imejte še naprej in pridem tudi v decembru na vašo novo razstavo. Zmenjeno. Nasvidenje. Srečno. Živja! Ojla, čau! Mene zanima, kam gremo. Pridi noter, pa greva skupaj naokoli burgerje pešle, prav? Sem že kar malo lačna. Ajde, čibi! Žan, zakaj si se odločil za svoj food truck? Ja, veš, kako je, če restauracije ne moreš imeti, imaš malo food truck, nekaj je veliko cenej, ne? Poleg tega pa v teh časih dejansko, če je nekaj lastniško, se pravi, ni nobenega najema in če se stvari zapirajo, manj ga lahko parkiranega na parkirišču in je to, a ne? Simpel, ne? A ni dober? Simpel ka pasa, Ja, lej. tak hamburger. Vse meni je vse simpel. Točno tako. Kaj pa tvoja ponudba vsebuje? Dejansko food truck je narejen za to, da gre ven kao neka hitra hrana oziroma hamburgerški, pice, hot dog in tako naprej. Ne? Ampak jaz sem se opredelil na širino oziroma sem vzel širši krog ljudi, tako da dajem ven tudi solatke, kakšne tortilije, testenine, paštice, tudi sušije sem že delal, tako da za vse vrste ljudi. In katera je tista tvoja najljubša jed, ki bi jo tudi meni predlagal? Ja, jaz sem nor na burgerje, ne? A si za burgerje? Ja, itak, da sem za. A ga narediva? Ja, valjda. No, dajva. Tako da krakcija, no. Kaj bo pa dala noter? Dva različna bomo naredila, Okej. se pravi osnova itak govedina, domačo bombetko malo. Okay. Enega bova naredila s kozjim sirom, enega bova naredila s starim čederom, potem bova dve različne solatke naredila. Omakco boš ti zmešala, je prav? Super. Tako da ne bom sam delal, tako da Ja, boš ti ja, malo ja. prej zadev, ne? Tvoja desna roka, a ne? Ja, na desni strani si že, tako da bova začela, ne? A boš kar začela omakco delati? Ja, lahko, Si za? lahko, Lej, ja, saj valjda. jaz sem ti že malo pripravil, a veš, tole daj. A sestavine drugače uporabljate lokalne? Imam svojega zelenjavarja, ki mi se da sveža zelenjava, seveda, tudi mesar, ima kvalitetno meso. Bombetke so tudi domače, tako da vse večinoma Jih sam domače. pečeš? Ne, toliko ne moram, ampak je moj prijatelj. Nimaš dovolj rok. Ni dovolj rok, pa dovolj prostora. Iskreno, ker klele moraš biti kar organiziran, ne? Ja. Pa pečice nimam, ne, če si opazil, pečice ni, ne, a veš, tako da je vse bolj na žaru in kuhano in tako naprej. Kakšno imaš pa ekipo? Koliko jih sprejmeš? Lej, Koliko vas lahko medtem, največ ko bova tukaj se dela? pogovarjali, ti kar tole noter vrži. Aha, okej, ja. Tle noter nas je, večinoma smo trije. Aha. Se pravi, če je orang na val, je nekdo na blagajni, jaz sem kle za žarom za fritezo in nekdo mi pomaga izdajati hrano. Tako da več kot trije je pa že gužva, veš. Pa verjetno ste kar mlada ekipa. Valjda mlada ekipa, vsi se počutimo, kot da smo bratje, sestre, ker tudi ženske so vmes, seveda, ne. Tako da na mladih svet stoji, ne. Se strinjam, pa ker se lih omenil brate, Lej, še tole sem noter. videla, da imate tudi ful dobro ime. Wild Brothers. Ja, divja brata. Divja brata, oziroma smo trije divji bratje, Aha. pa še sestra je, ne. Aha, okej. Uh, To je pol družinsko, ali kako? Ja, začela smo tako, z bratom sem začela družinsko, ampak potem, ko sem malo bolj prepoznaven ratu, sem se pa odločil, da grem svojo pot. Valjda, vsak hoče biti sam svoj šef, ne? Itak. Da nimaš nekoga nad sabo, ne? Ja. In odkje ti ta ideja divja brata? A sta res toliko divja ali? Vsi smo divji, dejansko, ampak ime je pa izbral moj nečak, no. Tako da, ker je bil še 12 let star oziroma 13, pa si je domislil, da bi bili divji bratje in smo začeli takole zgodbo. Zelo dober. Zdaj pa tole zmešaš, a prav? Okej, super. Jaz bom dal meso peč, a je prav? A misliš, da sem dosti tole zmešala? Ej, glih prav, tako omakaš en kol ni bila zmešana, veš? Zdaj bo pa mi na hiter burgerček sestavila, si za? Ja, itak. Lej, jaz sem klele že spekel, Okay. tako da ga kar na te ledile. Lej, ti lepo namaš gor, v makco. Jaz bom na hiter narezal 2 rezini paradižnika, a je prav? A kar na oba Tako, konca, čist dovolj. da bo fajn sočen. Ja, se to imamo 2 spodnji polovički, veš? Aha, okej. Tako da, lej, na eno bova dala solatko, dovolj.
na drugo dala rukolo. Zdaj na vsako po en kos paradižnika. Evo. Se nam mudi, ker sva lačna, ne? Lej, tukaj bomo dala lepo eno. Polpeto, tukaj lepa drugo. Evo pa še te zgornje dve boš namazala, izvoli. Imaš rada čebulo? Ja. Bo dala še čebulco na njega? Na hitrco je prav. Kar te vmes še. Takole, tukaj bo dala še čebulco. Super. Takole, superca. Evo še ga bo tega kar lena. prebodla, daj, takole. Da fajn Evo, skup izvoli. prime. Tako je. Evo, to je to. Pa Tukaj je. A dobro zgleda, a? Ja, ful. Meni se kar sline Že lepo, kaj čudijo. sočem. A si videla, kaj ven teče? Lih prav zapečen. Kjer bo Zdajle- zame, kjer zate? Ne, se bo dala pol. A ja, da oba Glej, probava. preden ga pa pojeva, oziroma ti bom dal pa en namig, da moraš poiskati Friderika. Tako In da, kje je Friderik? glej, ga bo že našla nekje na gradu. A prav, tako da najbolj že vzameš ta burgerček s sabo in greš na pot. A si za? Ja. A? Hvala lepa. Glej, mečkam ga bo pogledala. O, super. Tole pa bo, ne? Specialno. A, si videla? Za ta prava gurmanka, ne? Dober tek. Hvala lepa. Dober dan. O, dober dan, pozdravljeni. Vidim, da sem prišla prav do Ljubljanskega gradu. Natančno tako. Kako je grad postal ljubljanski? To je pa zelo zanimiva zgodba. Pravzaprav ena najbolj zanimivih, saj mene vedno znova navduši. Ljubljanski grad je postal zares ljubljanski takrat, ko ga je župan Ivan Hribar, ki je bil župan na prelomu prejšnjega stoletja v Ljubljani, odkupil od Avstrijcev. In takrat je dejansko postal mestna last in od takrat je tudi spomenik mestnega pomena in ne državnega pomena, kot marsikdo misli. Ivan Hribar je bil res car, bi rekla današnja mlada generacija. Gre pa za to, da je on pri 93 letih, ko so Italijani okupirali Ljubljano, se je odločil, da ne bo več župan. In ker so ga Italijani tako močno prosili, ni bilo druge variante in se je človek odločil, da pri 93 letih naredi samomor. In sicer na tak način, da se je zavil v slovensko zastavo, skočil v Ljubljanico, kot poslovilno pismo pa napisal: manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi. Tak človek si je res zaslužil vse spoštovanje. Kaj pa vi mislite o tem? Ja, se strinjam, popolnoma res nenavadna zgodba. A ne, da? Jaz sem že v Ljubljanskem gradu bila, kjer sem jedla v gostilni Strelec. To vas je pa nekdo strašno imel rad, da vas je tja peljal na Ja. večerjo ali pa na kosilo. No, me pa zanima še kaj več od samega gradu. Več o samem gradu, pol pa kar pejva lepo skupaj, počasi. Kdo pa je bil ta vaš znameniti mišek? To ni bil mišek, to je grajska podgana Friderik. Grajska podgana Friderik je pravzaprav živi že zelo, zelo dolgo časa. Poznal je Zmaja, recimo, ko je prišel, poznal je svetega Jurija, poznal je živo je skozi vsa obdobja in on ve zgodbe, ki so pa iz rumenih strani, ki niso iz tistih zgodovinskih učbenikov, ampak res iz rumenih strani. Recimo zaljubil se je, ko je bila tukaj francoska, ko so bili tukaj Francozi, se je zaljubil francosko kuharico, ker je strašno dobro kuhala in je vedno skakal pred njo in bil prepričan, da vrešči samo zato, ker je tudi ona tako zelo zaljubljena v njega. In nekega lepega dne se je pa vseeno odločil, da je bo dal ljubčka, skoči na njeno ramo, ji da poljub in ona pade v nezavest. In mišek, podgana Friderik, je bil spet prepričan, da je to prav zaradi tega, ker je tako neskončno zaljubljena v njega. No, ampak naša grajska podgana Friderik, ki je tudi zaščitnica naše trgovine, ni vse, kar imamo na gradu. Imamo recimo tudi potomko stare trte, imamo nasejen Fleischmannov rebrinc, ki se ga najde lahko samo pri nas in pot od botaničnega vrta do nas se tudi imenuje pot Fleischmannovega rebrinca. Pa to niso vsa doživetja. Teh naših doživetij je milijon, zato predlagam, da greva kar na razgledno teraso in še tam kaj več poveva o tem, prav? Se veselim. Kakšno doživetje pa ponuja vse Ljubljanski grad? Doživeti na Ljubljanskem gradu imate zares
veliko izbiro. Eno najbolj zanimivih je časovni stroj, za katerega pravijo profesorice zgodovine, da je ena najboljših stvari, kar smo si jih izmislili na Ljubljanskem gradu, zaradi tega, ker po poteku časovnega stroja otroci vedno natančno vedo, kaj je bilo prej, kaj je bilo kasneje. V časovnem stroju lahko srečate recimo rimskega vojaka in rimsko svečenico, ki sta bila tukaj na gradu. In one dva vam povesta, kaj se je dogajalo na Ljubljanskem griču, na Grajskem griču v njihovem obdobju, in zdaj pripravljamo tudi novejšo različico, ker bodo obiskovalci lahko poskusili tudi košček kakšne hrane iz tistega obdobja. Potem srečate svetega Jurija, pa Friderika Habsburškega z njegovo ženo Heleno Eleonoro Portugalsko, pa Kaznjenko, pa Napoleonovega vojaka. Skratka, vse, kar se je dogajalo, kar je bilo pomembno za Ljubljanski grad. Na koncu pa trikrat ugibajte, kdo je tisti zadnji najpomembnejši človek, ki govori v časovnem stroju? Mogoče gospod Ivan? Hribar? Ja. Natančno on pa natančno tudi pove, kdaj je odkupil, za koliko denarja je odkupil Ljubljanski grad od Avstrijcev. No pa to ni vse, naš časovni stroj je pač samo del doživeti. Potem imamo najnovejši naš produkt, je recimo Friderik in lov na zaporniško številko, ki je družinska igra, kjer sami lahko igrajo ljudje v enem mehurčku. Potem imamo na drugi strani Modrosti v grajskem vinu in trti, ker tega zagotovo tudi ne veste. Na drugi strani grajskega griča je grajski vinograd s 1050 trtami zasajenimi, pol belimi, pol rdečimi. In imamo, glede na to, da smo v mestu, kar dobro vino. Potem in Modrosti v grajskem vinu in trti so tudi aplikacija, kjer sami greste od gradu, rešujete uganke, lovite zaklad in če vse pravilno rešite, ko se vrnete, dobite za nagrado, kaj mislite, kaj? Kozarček vina, tako je iz grajskega vinograda, ali pa kozarček soka, mogoče otroci in vode. Kam bi pa priporočali turistu, da se odpravi na kosilo? Seveda po vseh teh doživetjih turist postane lačen. Na gradu imamo kar dve restavracije. Ena je restavracija Strelec, ki je precej razvpita restavracija s šefom Igorjem Jagodicem, ki je res eden najboljših kuharjev, povem iz svojih lastnih izkušenj. Potem imamo gostilno na gradu, kjer lahko poskusite bolj slovensko, bolj domačo hrano. Imamo tudi grajsko vinoteko, kjer se prav tako da kaj pojesti. In v grajski vinoteki imamo zbrana sama zelo kakovostna slovenska vina, kar pomeni, da lahko tudi poskusite katerokoli vino iz kateregakoli vinorodnega področja v Sloveniji. Potem imamo seveda še grajsko kavarno, če vas zanima sam kakšen manjši prigrizek. In na koncu je obvezna trgovina naše grajske podgane Friderika, kjer so pač vse stvari tudi z njegovo sliko in jih lahko odnesete domov za spomin. Odlično, zdaj bi se šla pa še malo pogledat celoten grad. Ja, kar izvolite, z veseljem. Če boste pa rabili še katero informacijo, pa veste, kje me najdete. Hvala lepa, res sem izvedela ogromno. Lepo se imejte in srečno. Živja. Res sem navdušena nad mogočnim gradom, ki mu kar ne zmanjka skrivnosti. Oddaj knjigo, vzemi knjigo in moj zlati ključ. Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 288 tisoč prebivalci, hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. V Ljubljani se staro ljubeznivo prepleta z novim in zdi se, da je zgodovina vseh 5 tisočletij, kolikor je stara naselbina na tem mestu, mesto pripravljalo za to, da postane državna prestolnica. In če želite trdno zagotovilo, da je Ljubljana zanimiva, lepa in prijazna, vas bo verjetno prepričalo dejstvo, da je njeno ime, če upoštevamo eno od etimoloških razlag, Ljubljena. Namige za tokrat sva izčrpala, le še zadnje vprašanje dolgujeva gledalcem. Čisto preprosto je in se glasi: na katerem kontinentu je Slovenija? Asja, bodi lepo, se vidiva čez teden dni in adijo!
V Ljubljani lahko vsak najde kotiček zase. Ponuja res ogromno enih aktivnosti, ki jih mora doživeti vsak državljan naše Slovenije. Jaz sem bila danes v etnografskem muzeju, nato sem pojedla hamburger v food trucku, zaljubila pa sem se v razgled iz Ljubljanskega gradu. Res neprecenljivo. Ne pozabite nam poslati gesla na Facebook stran Zlati ključi iz vseh 3 oddaj. Se zopet gledamo prihodnji teden. Nasvidenje!